Lepo pozdravljeni. Župan Alojz Knafelj, župan občine Stranža, je gost v našem studiu. Lepo pozdravljeni, gospod župan. Lep pozdrav tudi vam, vaši ekipi, gledalkam in gledalcem vašega kanala, še posebej pa občankam in občanom občine Straža. Gospod župan, najin pogovor bo danes tekel o vodi, pravzaprav o vodi na poseben način. Za vami je zelo zahteven projekt, ki ste ga obdelovali kar nekaj let in za njega porabili kar nekaj denarcev. Govoriva o odprtju oziroma končevanju vodovoda Podgora, Nova Gora. Sem prav povedal? Popolnoma točno. Govorila bova o vodovodu Podgora, Nova Gora, ki smo ga uspeli skupaj sfinancirati kot naložbo Evrope v prihodnost, to se pravi s financiranjem evropskih skladov, države Slovenije in nenazadnje občine Straža. Pa tudi naši občani so prispevali svoj delež z priključevanjem. Gospod župan, kdaj se je to pravzaprav začelo? Kdaj ste prijeli projekt, ne samo odločitve, projekt in potem seveda šli po trnevi poti do evropskega denarja? No, začetki segajo tako rekoč v leto 2007, da smo skupaj z gradbenim odborom, tukaj ga moram pohvaliti, pridobili vse služnosti, tako da smo lahko pridobili gradbeno dovoljenje. Potem pa smo to zadnje naselje, zaselek, ki je še v občini Straža brez pitne vode, prijavili na razpis regijskih razvojnih projektov, razvoj regij in tukaj pridobili, nismo jih še izkoristili, po sklepu sveta regije 649 000 evrov. Če lahko kaj več rečemo o tej investiciji, mislim, da smo jo zasnovali tako, kot jo Straža potrebuje in da smo v sklopu te investicije obnovili en del vodovoda čez bivšo Dolenjo Stražo, naredili črpališče in na najvišji točki Nove Gore postavili vodohram. Istočasno smo pa tudi obnovili en del cevovoda v Podgori, istočasno izvedli tudi zemeljska dela za bodoči pločnik, v katerega bomo še zakopali tudi kanalizacijo in javno razsvetljavo. To pride kasneje na vrsto, tako da lahko rečem, da Straža pridobiva nekje 5,5 km novih vodovodov in še na podlagi priključkov, ki smo jih isto skupaj z občani sofinancirali nekje okrog 1600 metrov teh cevovodov. Da bo našim gledalkam in gledalcem izven vaše občine nekoliko prostorsko bolj jasno, kje se ta vodovod nahaja, je najbolje, da poveva, da je to vzpetina nad letališčem Prečna. Ja, to je, bom rekel, neka najbolj vzhodna točka, najbolj vzhodna gorica v občini Straža. Gorica je umeščena nad naselje Podgora, ima tako rekoč 3 dostope prometne, ki tudi zdaj jih bomo posodobili. Eden gre od gradu Lukne navkreber, eden iz Podgore, eden pa tudi iz bivše Dolenje Straže, ki ga bomo v tem sklopu tega projekta tudi posodobili. Nenazadnje lahko tukaj pohvalim krajane in tudi ta gradbeni odbor, ki je z nami sodeloval, da se je zelo, zelo angažiral in lahko rečem, da so za določene odseke, ki so bili v tej gorici še makadamski, v pari dnevih zbrali potrebno količino denarja, tako da bomo naknadno posodobili tudi te prometnice, te, ki smo pa sedaj uničili, in smo jih pa večino že posodobili, nekaj tistih ključnih
pa bomo tudi na, bi rekel, priporočilo in dogovor z gradbenim odborom posodobili prihodnih dneh ali pa tednih. Povejva tudi, da sami ste dejali, da gre za Vinsko Gorico in da je tu kar precej vikendov, zidanic. Je pa tudi nekaj hiš, ne prav veliko. Koliko hiš je? No, mi, ko smo prijavljali projekt na, bi rekel, službo vlade za lokalno samoupravo, smo precizirali, da je v tem delu, ki ga sedaj na novo opremljamo z vodovodom, nekje okrog 119 prebivalcev, 12 stanovanjskih hiš in nekje okrog 95 zidanic ali vikendov. In če rečem, kakor na začetku smo smatrali kot neki odpor, da vsaj tak občutek sem jaz imel, so rekel, to gradnjo vodovoda vsi zelo dobro sprejeli in lahko rečem, da v tem trenutku se izvajajo priključki ali so pa že priključeni preko 70 priključkov je, čeprav smo imeli kot cilj, da jih priključimo na ta vodovod 80. Ne? Tako pričakujemo pa, da se bo še kdo prijavil. V sklopu tega projekta smo pa, to bi mogel poudariti, smo pa obnovili celotno navezavo na vodohram v Dolenji Straži in v tem sklopu obnovili tudi preko 75 vodovodnih priključkov ali prevezav. Tako da smo v sklopu tega projekta obnovili kar en del omrežja v občini Straža. Vodovod Nova Gora, kot smo že rekli, je to zadnji zaselek, ki je še brez vode. Projektirali smo ga na tak način, da bomo tudi preko te investicije imeli možnost zelo kratkega, še neizvršenega cevovoda, da bomo po drugi strani spojili tudi vodovod občine Straža z mestno občino Novo mesto, tako da bo tudi preskrba vseh naselij v občini malo bolj varna. Imeli bomo v bodočnosti, ko bomo to izvedli, še boljše možnosti za oskrbo s pitno vodo. Uvodoma ste dejali, da ste poleg vodovoda postavili tudi, če se ne motim, nov vodohram na vrhu Nove Gore. Ali je namenjen samo napajanju tega dela novega ali kaj širše? Nova Gora je sorazmerno višinska točka, ne? Tako da smo, če smo hoteli ta stanovanja pokriti z pitno vodo, morali zgraditi nov vodohram. In ta vodohram smo zgradili na najvišji točki Nove Gore, ker je pa to kopasta gora. Ne? No, vodohram je kapacitete 100 kubičnih metrov, vendar so okoli vodohrama že prvi objekti, ne? Ki jim ta vodohram ne bi mogel zagotavljati ustreznih tlačnih razmer, tako da smo sprojektirali tudi v samem vodohramu eno tlačno cono, kjer bomo te objekte napajali, po domače rečeno, preko hidroforja. Tako da bodo tudi ti objekti, ki so tako visoko, imeli prave karakteristike, tlačne razmere na samem vodovodu. Zaupajte nam, zdaj sva govorila samo o svetlih plateh tega projekta, tega programa. Kje se je pa zatikalo oziroma kje ste porabili največ energije, da ste zadevo speljali tako, kot ste jo? No, ali morda ne?
No, vsega je bilo po malem. Bilo je lepih, prijetnih trenutkov, bilo je pa tudi, bi rekel, stvari, ki smo jih morali nekako prebroditi. Nekaj težav smo imeli najprej z pridobivanjem gradbenega dovoljenja, to se pravi služnostmi. Druga stvar pa je bila, kajti v občini smo vedno rekli, večje projekte ne bomo nikoli izvajali sami, vedno se jih bomo prijavljali na razpise, tokrat smo rekli, smo ga na evropski razvoj regij prijavili, da bomo imeli samo tisto za SOV, drugo pa da pridobimo, in tudi zato smo uspeli preko razvoj regij, tega regionalnega razvojnega programa, pridobiti sredstva. Lahko rečem, da smo pa imeli kar malo težav, preden smo dobili sklep službe vlade za lokalno samoupravo, da smo kar nekajkrat dopolnjevali, ponovno vlagali vlog za ta sredstva, kajti v tem času se je tudi menjavala zakonodaja, tako da smo imeli kar nekaj težav. In tudi, če pogledam, da smo da smo se prvikrat prijavili 26.3.2010, da smo sklep o sofinanciranju te operacije prejeli 21.7. in da smo 2011 pogodbo o sofinanciranju pa šele 16.4.2012. K sreči, lahko rečem, da smo mi predhodno že izvedli in izbrali, pravnomočno izbrali izvajalca, takoj, ko smo se prijavili, ker je bilo to možno, da smo lahko takoj podpisali pogodbo in začeli z izvajanjem. Da smo preskočili tiste možne zaplete, ko so revizija javnega naročanja, da smo ta del imeli tako rekoč za nami in da je sklepu o sofinanciranju države takoj in Evrope takoj sledila realizacija. Da po tej plati boste lahko, če bodo vaši sožupani želeli, pomagali strokovno in jim svetovali. Ampak želim vas vprašati nekaj drugega. Torej, to so bile tako imenovane birokratske težave. Kako je bilo pa na terenu? To je Kranjsko pogorje. Je imel izvajalec težave z izkopom? No, vemo, da je to Vinska Gorica, da je to kraški teren, da je bilo glede na planirano bistveno bolj zahteven teren za izgradnjo. Se je izvajalec mogoče precenil pri oceni izvajanja? Ja, no, aneksov je bilo kaj? Samo za podaljšanje roka, drugih pa ni bilo, ker moram reči, da so bila morda mala prerasporeditve, če tako rečem, da je bilo več zemljine težje kategorije, pa manj zemljine lažje kategorije, in iz tega naslova so nastale določene spremembe tako v financiranju kot, bi rekel, tudi višini investicije. Drugače pa teren, moram reči, da je bil zelo, zelo zahteven. Posebej ta vod, ki smo ga od črpališča nad avtobusno postajo Podgori pripeljali na vrh Nove Gore do tega rezervarja, vodohrama, in moram reči, da čestitam tudi izvajalcem, da so to uspeli narediti, bom rekel, sorazmerno tudi, ko so zbrali pogum, da so šli v izvedbo kar v sorazmerno hitrem času. Omenjali ste sodelovanje Evrope, pravzaprav Evropskih skladov za razvoj, in tukaj obstaja tudi en slogan, vlaganje v vašo prihodnost. To Evropa rada sliši, in tudi agencije, ki sodelujejo z njo. No, moram poudariti, da Evropa financira marsikateri projekt, vendar želi in tudi od nas zahteva, da z njenimi slogani opremimo
vse dokumentacije, od zahtevkov, od razpisne dokumentacije in da se to vsem, ki sodelujejo v tem projektu, predoči, da je to naložba tudi financirana z sredstvi Evropske unije. In Evropa vedno govori, to je naložba v vašo prihodnost. In mislim, da ta slogan drži tudi za vodovod Podgora Novogora, kajti smatram, da bo ta vodovod v Novogoro prinesel kar nekaj napredka, ne nazadnje s tem izvedbo tega projekta bodo naši občani in tudi bodoči, ker pričakujem, da se bodo še naseljevali gor, dobili zdravo pitno vodo, večjo varnost, to se pravi hidrantno omrežje, požarna varnost bo na višjem nivoju in ne nazadnje, do sedaj smo v te predele dovažali ob suši pitno vodo in bomo tudi manj uničevali ceste, tako da jih zdaj tudi bolj detaljno saniramo, ker naj bi bile v bodočnosti tudi zaradi tega, ker ne bo teh dovozov manj obremenjene in se bodo tudi manj kvarile. Gospod župan, bodiva iskrena. Vedno pri tako velikih investicijah, tako velikih vlaganjih, zahtevnih izkopov in podobno, pride do sprememb infrastrukture, predvsem cestne infrastrukture in ne nazadnje ljudje, ko se gradbeni stroji umaknejo, pravijo, ja, no, ne, to so nam pa pustili zdaj. Tako cesto, tako brežino, take naklone in tako dalje. Kako ste ali boste poskrbeli v občini, da tega na Novi Gori ne bo, da bo urejeno tako, kot je primerno? Jaz sem, ko sem komuniciral z gradbenim odborom, sem jim jasno zagotovil, da bomo posanirali vse glavne poškodbe nastale z gradnjo vodovoda. Da pa bomo iz drugih sredstev izvršili tudi sanacije ostalih stvari v letos ali v prihodnem letu. Lahko pa rečem, da smo temeljito pristopili in da bodo ceste po končani gradnji v bistveno boljšem stanju, kot so bile pred gradnjo. Že zdaj so, pa določene odseke imamo še za posanirati in rekel, tukaj je zasluga tudi sodelovanja in razgovorov z gradbenim odborom. Bomo Novogoro naredili dosti boljšo. Ne bomo preplasili čisto vsak kvadratni meter na določenih odsekih. Pričakujemo, da bomo čez leto, bomo rekel raj 2 leti do 3 let, gradili še tam, kjer je večja koncentracija, da bomo gradili tudi kanalizacijsko omrežje v sklopu projekta porečje reke Krke, to je zopet neki kohezijski evropski projekt in takrat po izgradnji še kanalizacije, če se bomo za tak sistem odločili, bomo posanirali ceste tako, da bo Vinska Gorica primerna za turizem, tako kot ga propagiramo, zidaniški turizem, pa ne nazadnje tudi morda za bolj veselo vzdušje med našimi stanovalci, na krajani, koristniki gor. Moram reči, da imamo občutek, da je ta investicija krajane tudi majhno povezala. Kdaj menite prerezati rdečo mašno? Ali kakršnakoli že bo? Na vsak način jo bomo prerezali, datum še ni določen. Takrat želimo tudi malo presenetiti naše občane in naše tiste ljudi, ki so se priključili na vodovod. Vendar lahko rečem, da bomo morali kombinirati datume z enako otvoritvijo kulturnega doma v Straži, ki je tudi že dobil uporabno dovoljenje in ali bomo združevali ali ne. Na vsak način
pa bomo datum... Saj nakažite nam približno, bo to letos ali naslednje? Letos, ampak moramo izpravim vse stvari dodelati, tako da bomo rekli, zadeva je dokončno posanirana, dokončana in potem bomo pa tudi priredili to otvoritev in takrat bomo povabili tudi medije in tudi televizijo v vaš kanal. Lepa hvala, gospod župan. No, ker se najin pogovor bliža kraju, pa le morava omeniti, da posod niste bili tako uspešni pri prošnji za sredstva. Zdi se mi, da pri pločniku v Hruševcu te vam je spodletelo, ne? Ja, prijavili smo se v začetku marca tudi na razpis Ministrstva za kmetijstvo za obnovo in razvoj vasi, ukrep 322. Iz tega ukrepa smo dobili sofinanciran objekt kulturnega doma in glede na propozicije nam je ostalo, da bi lahko iz tega razpisa potegnili še nekje okrog 380 000 evrov ali celo 420, tam nekje. No, in smo prijavili pločnik, ki bi šel od Straže čez Hrušev sela do konca, tako rekoč do konca Straže. Dobili smo 71 točk, bili smo v krogu da bi bilo možno ta projekt financirati, vendar je denarja zmanjkalo, tako da so denar dobili samo tisti, ki so imeli točkovan projekt z 75 točkami. Žal mi je, da to nismo uspeli začeti. Ampak obupali niste? Ne, ki je pa, to bomo v vsakem primeru izvedli, ne nazadnje tudi zaradi sanacije vodovoda na tej trasi, ker imamo ogromno okvar, vendar se kolebamo, ali bomo skušali pričakati kakšen nov razpis, kamor se bomo lahko javili, da bi to lahko naredili v enem šusu, po domače rečeno, ali bomo se odločili, da bomo ta projekt financirali po delih. Gospod župan Alojzij Knafl, lepa hvala za to, da ste nam v studio, predvsem pa gledalkam in gledalcem ter vašim občankam in občanom prišli razložiti, kako je potekala ta za občino Straža zagotovo ene večjih investicij in vnaprej naj vam teče dobra voda, dobre investicije in naj vam bodo tudi evropski skladi milostni, tako da bo Straža in njena okolica cvetela vam in tudi nam v dobro. Hvala lepa tudi vam. Mi bomo še vedno strmeli, da bomo imeli čim več naložbo v prihodnost naših občanov. Hvala lepa. Cenjene gledalke in gledalci, vam pa lepa hvala, če ste bili z nama in seveda želimo vam prijetno spremljanje programa televizije Vaš kanal.